Še zadnji posvet, preden se podamo v lov za divjimi šparglji. A pozor, preden vstopimo v gozd, se velja primerno obleči in obuti. Pomembna je tudi zaščita pred klopi. Najbolj pomembno je, da se moraš tudi špargljo naučiti nabirati, ne? Ko vsako stvar. Imate ljudi, ki grejo nabirati, pa sploh jo ne vidijo. Ne? In če jo ne vidiš, tudi moraš poznati, kako rastlina raste, ne? Od spodaj navzgor. Divji šparglji običajno rastejo na obrobju listnatih gozdov. Največ jih najdemo na težko dostopnih mestih, saj se večina nabiralcev izogne nadležni podrasti. Nahajališče pravega divjega šparglja najlažje prepoznamo po podrasti. Tam, kjer se nahaja taka vrsta podrast, tam običajno najdemo tudi take prave šparglje. Nabiralci špargljev letos beležijo izredno bogato sezono. Del zaslug lahko pripišemo zgodnji pomladi, veliki količini padavin in visokim temperaturam. Kadar prideš na eno tako boljše najdbišče, v eni uri lahko nabereš tudi več kot 1 kilo šparglje. Ne? Če računamo, da je zdaj šparglja nekje po 15 evrov mehki del, je to tudi dober zaslužek za nekoga. Ne? Pri nas nabiranje špargljev ni regulirano, zato si vsak sam lahko nabere, kolikor hoče. Drugače je na sosednjem Hrvaškem, kjer so potrebne posebne dovolilnice. Dobre pol ure, nismo slabo nabrali. Za eno dobro marendo bo, ne? Razen šparglje rabimo še kakšno klobaso ali pa panceto noter, ne? Da poboljša okus. Ne? Moramo pa povedati, da niso samo šparglje, da danes smo bili na takem terenu, ker je tudi blušč, tako da je ta šopek je mešan. Blušč je sorodnik od šparglje in je to super zadeva tudi to. Ne? Se pravi, prijetno skoristim ta sprehod. Tako, evo, pa smo naredili eno fitness vajo, ne? Zdaj pa na malco. Tako. V slovenski Istri sodi pobočje Pomjana med najbolj bogata rastišča divjega šparglja. Tukaj vsako leto pripravijo mega fritajo iz več 10 kilogramov špargljev in dobrimi 2000 jajci. In kje so končali naši šparglji? V ponvi gospe Smiljane je najprej pristala slanina, nato šparglji, pa jajca, oljčno olje in sol. 10 minut in je hitro in okusno na mizi. 10 minut in je to narejeno, ker špargelj ne rabi, da se obdeluje dolgo časa. Mora biti tudi malo krokante, rečemo mi v Istri, in to je to. Sledi še postrežba. Šparglji se dobro družijo s polento. Na mizi pa se kot dobrodošel izkaže kozarec domače malvazije. Hvala. Torej, mi smo z današnjim potepom pri koncu, gospod Miro pa me za nas še eno povabilo. Povabil vas na največjo istrsko fritajo, ki bo 3. maja na Poljanah pri Pomjanu. Torej, lep pozdrav s Pomjana.